Dame in gospodje, vlog. Tako kot tega vremena, sivega, umazanega, ne rabim in nočem, ja, tako tudi sem mislil, da je z eno drugo stvarjo. Ampak, kakor veste, zaračenega kruha se največ poje, tako pravi znan slovenski pregovor. In za en gadget sem bil skoraj 100%, da ga ne rabim več v svojem lifeu. To je stvar preteklosti. In glede zlomka pozvoni poštar pred parimi dnevi in mi dostal paket od Huawei. Noter pa spominjajo take dobre stare čase. Ne bom razkril kakšen, to bom razkril po svoji čarobni špici, lahko pa razkrijem, da če na koncu tega vloga zelo kreativno komentiraš ta vlog, lahko dobiš en super telefon. In sicer Honor 7S. Ja, tudi giveaway imamo tokrat, ampak prej moja čarobna špica, pol pa akcija. Are you listening? You crazy mother. Bum! Jaz bi se mogoče upravičil, meni ni bilo ene 14 dni, ampak december je en tak mesec, ki je ful hektičen. Ful ga posvečam svojim prijateljem, pa na drugi strani tudi poslovnim partnerjem. Zdaj, spoiler alert. A se ti spomniš še svoje prve osebne izkušnje s tablicami? Ja, tisti gadget je tablica, ki sem govoril o njemu na začetku. Sam se spomnim te izkušnje s tablico na začetku tega desetletja. Bil je, mislim, da iPad druge generacije. Vrgel sem ga v stran pred dobrimi 14 dnevi, ker sem mu ful napihala baterija. Ampak pojmo zdaj nazaj, tablica. Na tablici sem lahko kar naenkrat listal elektronske knjige. Imel na tablici kup enih filmov in muzike. To sem upravil kot en tak, ne vem, podaljšek telefona ali pa skoraj že malo na mest prenosnik. Ampak bili so eni taki drugi časi. Spomnim se, da sem takrat začel v bistvu prvič spremljati vlogere in se v večerih v ponavadi bolj kakšen vlog v glavo. Zdaj v tistih časih je bila razlika med tem, ali si video gledal na telefonu ali pa na tablici. Ja, res ogromno. Tablica je pred leti omogočala bolj enostavno in hkrati bolj udobno uporabo spleta. Zdaj mi pa ti povej, a se spomniš, kakšen je izgledal iPhone 3 ali pa 4? Tam gor se res težko gledal video. Na nek način takrat splet še ni bil prilagojen telefonu. Oziroma pametni telefoni so bili enostavno premajhne naprave, da bi na njih gledal video. Namen tablice je bil popolnoma jasen. Imeti v rokah v bistvu cel splet oziroma internet. Pol pa so telefoni neverjetno hitro zrasli v vse smeri, ne? In na nek način izrinili tablice z mojega lifea. Enostavno telefon je postal tako velik, da si lahko na njemu čist udobno odjemal multimedijske vsebine. In tudi zato je tablica utonila v pozabo. Tako, ko se je zgodilo to meni, verjamem, da se je tudi precejšnjemu številu uporabnikov tablic iz tistega časa. V nekaj trenutku so svojo najljubšo medijsko napravo zamenjali za telefon. In meni je bila tablica za to multimedijsko video vsebino res najljubše orodje. Zdaj tisti, ki zares spremljate malo bolj vestno tehnologijo, veste, da se tablice na nek način vrača. Microsoft ima Surface Pro 6, pa Surface Go, pa večina drugih proizvajalcev nekako poskuša narediti tablico, ki bi na nek način izrinila prenosnik iz vašega lifea. Ampak to čisto nobenemu ne ratuje. Zato se mi zdi na nek način, da se vsi s tem preveč matrajo. Tablica bi mogla biti sam tablica. Mogoče učen pripomoček, študijsko orodje, nek tvoj oseben TV, če hočeš temu tako reči. Naprava, zaradi katerih ne boš sklepal kompromisov s svojo ženo, torej boš imel zase svoj medijski svet. Mogoče tvoj oseben TV, zato da se ženo nakrigaš, kaj boš gledala. No in v mojem primeru se je tablica izkazala za odlično učno orodje z mojim 3-letnikom. Špilava igrica, Asphalt 9 pa Real Car Racing. Full bad fotor sem, nisem cool fotor, ampak tukaj je ena taka fora, da tablico igrava skupaj. Mulc se z njo nikoli ne igra sam. Pol je pa to najbolj posvečen čas in v tem primeru sem mnenja, da ekrani niso popolnoma nič škodljivi. Malo pa tudi par igric, ki je res ultra hudih in didaktičnih, skupaj rišemo številke, pa podobne reči pobarvanke in tam se mulc ful nauči. Zdaj, jaz mislim, da če mulc obstiš, da je cele dneve na telefonu sam pa na tablicah, rezultat ne bo cool. Če si pa z njim, pa skuša z njim raziskovati ta digitalen svet, pa ne bo nič narobe. Tukaj se skoraj moraš strinjati z mano. Pejmo zdaj k tablici, ki jo je meni poslal Huawei, dajmo malo pogledati. Gre za Huawei MediaPad M5 Lite. No, in v resnici povedano ni čisto nič posebnega, v bistvu je zelo povprečna, ampak tukaj gre za eno tako dosegljivo napravo za vsako družino. Že cena je čisto ok, stane namreč 329 €, kar spet ni malo,
ni pa velik. Meni se zdi ta znesek nekje, primeren znesek za tablico. Zdaj, če tablici pustiš, da je tablica, sej štekaš, kaj hočem reči, če ne pričakuješ od nje, da bo to tvoj računalnik. Prvo, kar mene osebno navdušuje, je velikost ekrana, ker na njej lahko res čisto res drugače gledam YouTube. In to je predvsem zaradi teh 10 palcev diagonala, pač to je enkrat več kot večji pametni telefoni. In zdaj večji ekran, nekako logično, ampak sound pa je tisti nekaj, kar moram pri tej tablici poudariti. Vesa zvočnik je Spimpa pri Harman Kardonu in treba reči, da seka, tablica vibrira v roka, tako da če nazgeš kako strelačino ali pa kako simulacijo, jo trese v roka. Tako da vse skupaj ena akustično doživeti. Kar se tiče pa drobovja, torej procesora in ostalega, spet nič posebnega. Noter je tak obvezen 8-jedrni procesor, mislim, da je nek Kirin, tablica ima 4 GB RAM, pa 64 GB notranjega spomina, valjda lahko ta notranji spomin z SD kartico razširiš. Pa tudi baterija ni slaba, ni švoh, mislim, da ne 3,4 filme, čisto možno pogledaš, ima 7500 mAh, kar ni mal, kar nekaj štroma za zabavo. Torej, kako dela zadeva? Zdaj dela dobro, ampak moraš res ugasniti vse programe, pa tudi naprimer Real Racing 3, ki je taka zelo zahtevna igrica ne lega, ker valjda zadeva za 300 € ne more biti vse mogočna. To pač je tam nek price performance. Tako da jaz mislim, da sem zdaj povedal vse, ali pa saj večino zadev, nisi mi pa ti na drugi strani povedal, kakšna je bila tvoja prva izkušnja s tablico. Zapiš to pod ta post na YouTubeu in tisti, ki bo zapisal najbolj všečkan post, pa komentar bo dobil kaj drugega kot Honor 7S. Tako da, to je tak leten čas, taram telefone, vidimo se kmalu, ne pozabi se naročiti na YouTube kanal, objavljam vloge prej in v celi dolžini. In še tele nagradne igre so veljavne, če se gor pofočkaš. Pomeni, da komentiraš in na Facebooku in na YouTube. Vidimo se kmalu, več vlogov bo, obljubam, sorry, peace. Ful zaračenega kruha se poje, tako kot sem rekel na začetku, in tablica je kar ratela del mojega življenja.